Mojzesovi knjigi najdemo zgodbe o ustvarjanju sveta, človeka, Izraela. A se te zgodbe ujemajo z zgodovinskimi dejstvi? Da bi odgovorili na to vprašanje, se moramo zavedati vsaj treh pomembnih dejstev, treh maksim. Prvič, svetopismo samo v osnovi temelji na zgodovinskosti. To pomeni, da so vsi dogodki, ali pa večina dogodkov, ki jih najdemo tudi v prvi Mojzesovi knjigi, umeščeni v neki konkretni čas, neki konkretni prostor, govorimo o nekih konkretnih običajih, predmetih. Se pravi, za razliko na primer od pravljic, kjer najdemo na začetku to značilno nedoločeno okolje v smislu za 9 gorami, za 9 vodami, imamo v Svetem pismu vedno v ozadju neko zgodovinsko dogajanje. Drugo vprašanje je precej drugačno od tega, pa je, v kolikšni meri so ti opisi potem res enaki temu, kar se je dogajalo. Se pravi, imamo zgodovinski dogodek, ki pa je morda predrugačen z ozirom na teološke predpostavke svetopisemskega avtorja. Bomo o tem še kaj kasneje. Druga predpostavka ali maksima je ta, da seveda, ko uporabimo pridevnik zgodovinski ali pa samostalnik pač zgodovina, imamo najprej v mislih seveda zgodovino kot sodobno znanstveno disciplino, za katero pač veljajo stroga metodološka pravila, jo podpirajo recimo druge vede, arheologija, etnologija in tako naprej. Zdaj, svetopisemski avtor kot prvič te vede ali pa takšnega načina poročanja ni poznal in drugič, zelo redko je prijel pero v roke z namenom, da bi podajal bralcu ali pa svojemu občestvu neko natančno rekonstrukcijo, kronologijo, natančna imena in podatke. Se pravi, skoraj v vseh primerih, čeprav najdemo tudi drugačne primere, se loti z namenom, da bi pravzaprav teh dogodkih, ki so se resnično zgodili v zgodovini, prepoznal neko teološko sporočilo, neko božjo logiko. Se pravi, da svetopisemski avtor jemlje iz konkretne zgodovine, vendar mu ti dogodki bolj kot nek čisti zgodovinski prikaz služijo temu, da bi prikazal neko teološko sporočilo. Se pravi, v dogodkih, ki jih gleda, ki jih zre v preteklosti, za te zapise velja, da so retrospektivni, poskuša razbrati nek smisel, neko logiko, neko teologijo, neko božjo roko hoče videti ali prepoznati v teh dogodkih. Zato bi morda bil bolj smiseln ali pa pravilen izraz pravzaprav teološka zgodovina ali pa recimo odrešenska zgodovina. In tretji poudarek ali pa tretja maksima pa je ta, da so te zgodbe, ki jih omenjamo, pravzaprav izvorno nastale v ustnem izročilu. Se pravi, dolgo preden so bile sploh zapisane, da so dobile pisno obliko, so se praktično stoletja iz generacije v generacijo predajale preko ustnega izročila. To pomeni ob ognjišču zvečer starši svojim potomcem, generacije, stoletje za stoletjem. In vemo, da je pač ustno izročilo nekako prožno, v tem smislu, da vedno tudi na nek način odraža, recimo, če je pisec živel v suženjstvu, v blagostanju, v izgnanstvu, vse to na nek način vpliva na njegov način pripovedovanja. Je pa seveda tudi to, da te zgodbe ne želijo biti zgodovina, ampak njih najdemo pravzaprav, recimo, če omenimo Abrahama, najdemo tudi neke moralne nazore, neke moralne ideje, njegove kreposti, njegove predstave o Bogu. Tako da v tem smislu, ko pogledamo na to zgodovino ali pa na te like, ki po eni strani so zgodovinski, za Abrahama recimo je zgodovinsko dokazano, da so recimo v prelomu 2. tisočletja pred Kristusom nomadi iz azijskih step in polnomadi vdirali v Kanaan oziroma rodovitni polmesec in Kanaan, kjer se tam nahaja, obljubljena dežela. Vendar zdaj, ali bo res nekomu ime Abraham, katera skupina je to bila in tako naprej, vse to je pa zdaj že stvar debate. Tako da zgodovinsko je spričano prisotnost nomadov v tistem času, vse ostalo pa na nek način je teološko gledišče svetopisemskega avtorja. Zato pod črto, če potegnemo, včasih imamo občutek, ko rečemo, ja, če ni čista zgodovina, je pa potem na nek način za koš. Pravzaprav bi lahko rekli takole, ne? To so zgodovinski opisi, v smislu, da temeljijo na nekih zgodovinskih dejstvih,
vendar so še več, lahko jih imenujemo, kot smo prej rekli, odrešenska zgodovina, teološka zgodovina. In mislim, da se ne potrebuje sramovati v odnosu recimo do znanstvene discipline zgodovine, ker sta vsak na nek način na svoji ravni. Jaz bi pa tako rekel, v bistvu je še več kot zgodovina. Zakaj? Ker ne le, da pove nekaj, se pravi, odpira okno do določene mere, tudi v zgodovinskost nekega dogodka, ampak predvsem odstira dušo pisatelja, v smislu odstira, odkriva njegove moralne poglede, etične nazore, njegove predstave o Bogu, njegove religiozne predpostavke. Tako da v tem smislu nam pa ti neki suhi zgodovinski podatki tega ne morejo ponuditi, kar nam recimo ponuja opis recimo Abrahama, Izaka, Jožefa ali katerega koli drugega lika iz prve Mojzesove knjige.